Odgovor pa je znan glede tega, kdo se bo udeležil slovesnosti ob dnevu državnosti in kdo bo ostal doma. V zvezi z Združenjem borcev NOB in društvu Tigr Primorskem so po včerajšnji zavrnitvi povabila danes svojo odločitev spremenili. Uradni protokol jim je tudi po javnih polemikah poslal novo vabilo. In v njem ni več zahteve, da morajo prapori ali zastave na vrhu droga imeti le slovenski grb in ne peterokrake zvezde. In kako dogajanje komentira politika René Markič. Kdo se bo udeležil jutrišnje proslave in kdo ne? Vprašanje, ki je včeraj dobilo nov pomen. Predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote NOB in društva Tigr Primorske so včeraj namreč sporočili, da jih letos na slovesnosti ne bo. Težava pa določilo iz vabila, da morajo imeti prapori na vrhu droga namesto petokrake zvezde oziroma lipe slovenski grb. A po burnem odzivu danes preobrat. Protokol jim je namreč poslal novo vabilo. Katerega vabi mene kot predsednika zveze in prapore takšne, kot so na jutrišnjo proslavo. In od tu dalje so stekle stvari, ampak je bilo pa res potrebno eno tono ali pa en kamion besed. Na Trgu Republike, kjer je bila proslava tudi pred 5 leti, bodo jutri tudi predstavniki Tigra Primorska. Dogovor so po besedah Križmana na koncu dosegli z vedejem direktorja Ukoma Sebastianom Jeretičem. Ta pred kamero danes ni utegnil, nam je pa v telefonskem pogovoru pojasnil, da zaplete obžaluje, ob tem pa, citiram, priznava kakšen kiks z njihove strani. Dodal je, da gre za prvi večji dogodek, odkar je na položaju. To vse skupaj bilo resnici na ljubo nepotrebno, kajti slovenski narod ima, če hočete, od generala Majstra, Tigra, partizanov do osamosvojiteljev, ta svoj lok zgodovine, na katerega je lahko ponosna. In kaj o dogajanju menijo poslanci? Če eni težave ne vidijo, pa drugi zaplet pripisujejo slovnici. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je že včeraj premierju Janezu Janši poslala pismo, v katerem je izpostavila, da odločitev razdvaja in pozvala, da se odločitev, ki deli, spremeni. Ob tem pa so iz njenega urada sporočili še, da nimajo vpliva, kdo je vabljen na proslavo in da je šlo za samovoljno odločitev organizatorjev. Sem pa razočaran, da zopet s to vlado na nek način probamo umetno deliti ljudi. Na ta let se nikakor ne bom pustil speljati. Dejstvo je, da je naša stranka, ki obljublja predvsem mladim, da bomo živeli z danes na jutri, ne več z danes na včeraj. Slovenska osamosvojitev je nastala kot zavestna odločitev celega naroda, ne pa kot projekt enega posameznika, ki si hoče postavljati muzeje pa spomenike. Gre tudi za eno od današnjih odločitev vlade, ki je vnovič ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Ta je bil vzpostavljen že leta 2021, kasneje pa ga je Golobova vlada združila z Muzejem novejše zgodovine. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je že izrazila željo, da bi muzej čim prej zaživel.